Torej, pozdravljeni, cenjeni gostje, spoštovano občinstvo. Današnje srečanje naj bi na nek način razprlo nekatera vprašanja, ki se implicitno postavljajo v času, ko del strokovne in politične javnosti vidi tudi možnost gospodarskega preboja z ustanavljanjem majhnih zagonskih podjetij ali start-upov, kot rečemo. Tu gre gotovo za neko novost v dinamiki družbenega razvoja, smelost v pristopu pa zagotavljajo predvsem mladi, izobraženi posamezniki, ki v želji ali pa eksistenčni nuji želijo najti svoje mesto v širjenju možnosti ponujenih z novo ekonomijo četrte tehnološke revolucije. No in veseli me, da je tu kar nekaj mladih, ki so ne samo potencialni, ampak že kar skoraj da kreatorji prihodnjega razvoja. No, kot v vseh minulih zgodovinskih družbenih spremembah ima znanost še kako pomembno mesto, vlogo in vpliv na spremembe in tudi v današnjem času. Le da je zavedanja o tem premalo, včasih pa tudi skoraj nič. No, današnji kompetentni gostje različnih profesionalnih orientacij, vedenj, izkušenj bodo pojasnjevali in morda dorekli tudi nekatere dileme. Naj jih predstavim, to je profesor dr. Jadran Lenarčič, direktor Inštituta Jožef Stefan in tudi gostitelj današnjega omizja, Bojan Marin, vodja podjetja Balder, profesor dr. Mitja Ruzier z Fakultete za menedžment Univerze v Kopru, Aljoša Domjan, mentor in investitor v ABC akceleratorju in gospod Janez Rakušček, izvršni direktor in kreativni direktor Lune TBVA. Lep pozdrav, spoštovani gostje. Moje ime je Ina Petric, razpravo v celoti snemamo in bo na voljo na spletni strani www.tromba.si. Seveda vabimo tudi občinstvo k komentarjem, razmislekom in tudi vprašanjem, ki jih boste lahko namenili govorcem. Pa bodimo kar prvemu vprašanju. Nanaša se na to, ki je povezano recimo z mojim nedavnim obiskom neke razprave, kjer je šlo za vprašanje javne predstavitve humanističnih ved. No in vmes med omizjem in med samim omizjem tudi v občinstvu se je pojavila beseda, bom kar rekla, start-up. Presenečena sem ugotovila, da mnogi, tako govorci kot pa občinstvo, v bistvu niso vedeli, zakaj gre. Zato vas sprašujem, tu imamo zdaj dva udeleženca, to je gospod Domjan in pa Marin, ki sta tesno povezana s start-upom. A je start-up biznis ali je hobi? To so se tudi spraševali, kaj je zdaj to. Kater bo? Ja, gospod Domjan. Start-up je, če pogledamo iz ameriškega stališča, že pravzaprav samostojna industrija, glede na denar, ki se v tej branži obrača. Seveda pa so podjetja, start-upi, ki v tej industriji funkcionirajo, verjetno res nekateri vstopijo samo kot hobi, ampak vsaj tisti, ki imajo resno željo, idejo in so pripravljeni delati, zelo hitro zrastejo v manjša podjetja, potem še velika podjetja in tako naprej. Karakteristika start-upa v primerjavi z navadnim podjetjem je, da pravzaprav mora biti hitro rastoče podjetje. Torej, to niso podjetja, ki imajo desetletja časa, da se spozicionirajo na trgu, ampak je to tam recimo 2 do 5 let, v katerih morajo iz recimo Ljubljane priti na globalni trg. Gospod Marin, se vi strinjate s tem? Imate drugačno izkušnjo? Dobro, moja izkušnja izhaja iz tega, da sem bil najprej raziskovalec na tem inštitutu in lahko rečem, da startup je, oziroma spin-off, kot smo mi naredili, je odločitev, osebna odločitev. Da boš iz nekega okolja, ki je akademsko, ki je relativno posebno okolje, prišel v okolje te prostega trga, kjer boš probal svoje znanje unovčiti in ga nekaj časa pač oplajati in nekaj početi s tem. Zato je to
kar hudo. Vsaj za mene je bilo odločitev dosti na osebnem nivoju. No, ampak ne gre zdaj za katerokoli znanje, neko prakticizem, ne, če ste vi izhaja iz neke, v bistvu lahko rečem, jeze. Ne? Jaz sem bil v skupini, ki se je ukvarjala z aplikacijami že od leta 1979 kot študent in smo razvijali zelo zanimive stvari in jih tudi prenašali v proizvodnjo. Lahko samo navedem par tekoče kristalne tehnologije, šlo še internet, se tam proizvajala 15 let, potem termometri so dosti hitro umrli, potem bil iskarskop, osciloskop z LCD zaslonom, ki je tudi nekaj let se proizvajal. Ampak naša industrija v tistem času nekako ni zmogla preboja na svetovni trg. S tem izdelkom, s katerim smo potem išli naprej, smo tudi probali našo industrijo animirati, pa ni šlo. In potem enostavno iz te jeze, da vse to delo, ki ga upravljali smo do takrat že 15-16 let, saj jaz, ni rodilo nobenih pametnih sadov, smo rekli, to je pa nekaj, kar mogoče lahko mi obvladujemo, ne? Ni bilo preveč zahtevno strani investicij v proizvodno in smo se pač lotili tega. To je pač jeza, razočaranje industrijo in vsem drugim. Jasno, potem smo imeli zelo veliko pomoč inštituta takrat, tako da smo to lahko speljali. Ampak s trajnostjo vam je imenitno uspelo, ne? Ja, mislim, da smo. Dobro, nismo tako rasli kot po naših željah, ustavljala nas je kriza in še marsikaj drugega, ampak ja, smo na dovolj uspešnem nivoju, jaz mislim. Ustanavljanje startupov je nekako povezano bolj, vsaj tako se zdi, z mlado generacijo. Lahko rečemo, da je to milenijska generacija, ki je oborožena s presežki znanja in išče nekaj novega, drugačnega, recimo bolj samostojnega, išče tudi nove priložnosti. No in to je tista generacija, ki že in bo še v večji meri nosilka razvoja 4.0, kot rečemo. In intenzivno vstopa v spreminjanje ekonomskega polja, kar bo tudi povzročilo epsko preobrazbo narave dela. O tem veliko piše, to najbrž veste, a ne, recimo Rifkin, tudi ameriški ekonomist Milanović, pa Chomsky zadnje časa in tako naprej. Pa me zanima, kako vi vidite to, recimo, to naravnanost teh mladih ljudi, ki hočejo recimo nekaj novega, ne? Gospod Lenarčič, vi imate tu množico takih potencialnih kreatorjev, recimo. Ja, jaz preden bi na to odgovoril, bi še pravzaprav rad odgovoril na ono na prejšnje vprašanje. Jaz mislim, da če se nekdo loti startupa za to, da bo si kupil, jaz temu rečem, grem za to, da bom kupil si Cayena, ne, to je, v Sloveniji je bistveno preveč Cayenov, ne. Kaže na izmaličeno razmišljanje podjetništvo, ne. Torej, če gre kdo s tem noter, je narobe, in če gre kdo noter s tem, da bo imel to za hobi, je tudi narobe, ne. Po mojem, noter greš samo s srcem. Ne. Če te vleče, če razmišljaš s srcem in te kaj vleče, kaj greš, ne. In to je pravzaprav Bojan povedal, sicer jeza, to je to, a ne. S čustvom, ne. Noter greš s čustvom. Če ne greš s čustvi noter, iz tega ne bo nikoli nič. To je sicer tudi v drugih poklicih, a ne, se tudi znanstvenik, če ne greš noter s srcem, nisi in nikoli ne boš, prej ali slej boš odletel, ali te bodo drugi izločili, se boš pa sam. Mislite, da imajo mladi recimo tega naboja nekaj? Ja, jaz mislim, da je tega seveda, če ne drugi, kdo drugi kot mladi, ne. Mislim, naša generacija je, ko sedimo, smo, ne. Ampak mi, ne, smo pa bolj ali manj že tisti, kjer smo že malo apatični, ne, ampak seveda je tega naboja veliko, jaz mislim celo to, da je v Sloveniji sama ideja, morda res nerazumljena od mnogih, ampak ideja o startupu se mi zdi, da je v Sloveniji bistveno bolj potencirana kot v drugih okoljih, ki jih jaz srečujem. Da se tam manj pogovarjajo, da je manj pozitiven odnos do ideje o startupih, ne. Vendar je treba vedeti nekaj, ne, da je tu statistika, zdaj to ni moja, jaz sem samo malo pogledal, govorijo, da je manj kot 10% startupov, ki se potem štartajo in potem nastanejo, razvijajo. Torej, to so semena, ki jih zalučaš kele na zemljo in je samo 10% ali manj možnosti, da bo tudi usklilo nekaj, ne? Da bo pognalo korenine. Pa tudi, če usklije, je vprašanje, a ne bo potem morda
iz nekih razlogov, pač ekonomskih in drugih, izdihnilo, ne, srčnih največkrat. Ne. Sezanč je bil, tukaj je morda kdo bil, ko je o svojem življenjski zgodbi govoril Ricardo Illy, ne. Težko rečemo, da je on start-up, ampak njegov oče je bil start-up in mentaliteta start-upa v tej firmi še zmeraj je. To je prav zanimivo, kako je on to govoril, pa se o tem lahko še kasneje pogovarjamo. Ne. Drugo pa je seveda, kar bi rad povedal, da jih je 10%, da je od vseh teh, ki so start-upi, ne, zelo malo, morda 1%, ne, takih kot je Bojana, ne, ki so pa start-upi iz znanosti. Večina ni iz znanosti, je morda enih par. In od tistih 1%, ne, je spet samo 10% eventualno takih, ki so uspeli, koliko ti lahko poveš, kako si šel, po kakšni poti so šel, ne, da zdaj lahko rečeš, da si uspel. Ne. Tako da teh iz znanosti je izredno malo in morda pa tu je pa premalo razumevanja v Slovenijo, ne, da je ta stvar, da je tle vmes, ne, en prostor, ki ga mi v Sloveniji ne napolnjujemo in temu se reče pač inovacijski sistem, ne, ki ga ne napolnjujemo in mladi, ki so srčni in željni, dejansko praktično vsaj tele iz znanosti skoraj da trkajo na zaprta vrata, ne, v tej družbi, razen če se najdejo v prostoru, kot se je morda Bojan, se opravičujem, da te jemljem kot primer, kjer se dejansko se znašel v nekem inkubatorju, ki se mu reče Inštitut Jožef Štefan. Ja, se je zanimivo, ne? Mislim, smo pa v začetku rekli, ne, da je znanost nosilka vsakršnega razvoja in tudi prihodnjega bo nosila in kot pravite, ne, je najbrž prav tega razumevanja pri nas odločno premalo. Ne? Gospod Ruzier, ko govorimo o ekonomskem razvoju, pa v bistvu ne moremo mimo napovedi, da bo se s 4. tehnološko revolucijo zmanjšalo število podjetij, takih velikih, a ne klasičnih podjetij in pa delovnih mest v njih. Ne. Ta spremenjeni svet seveda bo treba drugače stopati organizirano. Ne. Novo inovativno razpršeno po celem svetu je vodilo teh mladih podjetij. Zanimivo, včeraj sem bila na eni okrogli mizi, ne, na ekonomski fakulteti in ekonomisti so izrecno rekli, da prihodnost dela mladih bo definitivno v teh tako imenovanih start-upih. Ne. Zaradi vseh teh premikov, o katerih, ki sem prej navedla, ne, da se pač teoretiki s tem ukvarjajo in opozarjajo na to. Mogoče čisto za uvod eno kratko zgodbo oziroma izkušnjo z ženo, ki je marketingašica, tudi na ekonomski fakulteti, pravno zdaj dobiva v roke diplomo na univerzi za redno profesorico istočasno. Jaz sem pa v bistvu podjetnik, sva nekako se odločili, da poskušava iskati neke univerzalne resnice, kaj je mogoče v start-upih, bom rekel, podobnega, različnega in sva napisala 2 leti nazaj eno knjigo, Branding Funnel, in sva dejansko 40 različnih start-upov 4 kontinentov poskušala intervjuvati, sva preživela nekaj časa po svetu, torej vzhodna obala, zahodna obala, Azija, po Evropi sva se in sva dejansko poskušala ugotoviti, kaj je to res start-up, kje so te skupne točke. Ne. In to, kar je bilo povedano, vsekakor drži, pozabljamo pa mogoče res eno ključno stvar, ne. Temu rečejo passion, ne. Torej v bistvu obsesija, da pustiš nekaj za sabo. Ne. Ti v bistvu se identificiraš, živiš s start-upom. Ne. Recimo naša uspešna podjetnica, tudi start-upovka Urška Sešen, enakrat dostikrat recimo njeno citat tudi upravim predavanjih in rečem, start-up pomeni, kot ob 4 uri pokliče kupec in rečeš, hvala ste me poklicali. Ne. In si zadovoljen te poklica ob 4 uri po noči in ne razmišljaš, koliko je ura, ampak v bistvu s ciljem pred sabo jasnim, kaj si želiš narediti. Ne. In ne razmišljaš o problemih, vizijo greš in v bistvu iščeš poti, kako speljati do cilja, ne. Za željo, da pustiš nek učinek, seveda pa zavedajoč se, da delaš na pol zastonj, v bistvu, da mi smo živeli, smo v bistvu šli v Savico dolino, smo rekli, želimo doživeti to kulturo, ne. In v bistvu to so bili taki dormi, recimo, ne, in tam so delali, spali, jedli in to je bila neka kultura. To ni klasično podjetje, ki ima norme, ki ima rutine, ki ima v bistvu te stvari in dejansko tam se potem usklije to seme. To je neke vrste peskovnik, ki se pol nadaljuje v akceleratorje in tako dalje, imajo okolje, ki spodbuja. Ampak pol pridemo do točke seveda, da oni to vse skupaj morajo narediti za zelo malo in eden od teh pa jim uspe to preboj narediti. Ne. In potem pa se navezujemo lahko na to, zakaj se te spremembe delitve moči dogajajo. Pred 50 leti sigurno so bile druga podjetja, ki so krojila to globalno sceno.
Danes, če gremo v Ameriki, se pogovarjamo, seveda imamo Facebook, Google, Apple, to so ti 5 Big Five, rečejo v bistvu teh velikih multinacionalk, kateri od teh jih je bil dejansko pred 50 leti? Ni bilo. Ne? V bistvu ta digitalna revolucija omogoča in ta tempo močen življenje in globalizacija res hitre spremembe, ki bodo prerasporejale moči. Zanimivo, danes sem v bistvu si izbrskal članek od enega kolega Jaka Lindiča z ekonomske fakultete, ki je enkrat pač neki raziskave premetal, pa rekel, ob prejšnjem stoletju na sredini je bila v bistvu doba podjetja z Fortune 500 je bila 75 let. Ob začetku tega stoletja je bila 15 let. Ne? Zdaj je 7 let. 7 let. Na Fortune 500 je v povprečju 7 let doba obstanka. Ne? 75 let nazaj je bila, mislim, sredine prejšnjega stoletja 75. Torej se dogajajo, ni več, te razmere se tako drastično spreminjajo, da te prerasporeditve moči se dogajajo zelo hitro. Ne? In to je tisto, kar v bistvu enemu startupu se zgodi, enemu na toliko. Tisti, ki mi vidimo, so tisti, ki mi je uspelo. Ne vidimo gore pod sabo, ki jim ni uspelo, ampak dejansko začnejo in tistemu, ki seveda uspe, mora najti ustrezno rodovitno zemljo in okolje in zagotovo to, ker je naša izkušnja bila in ugotovitve, če hočeš dejansko ta potencial izkoristiti, žal moraš iti ven. Ne? Moraš iti v bistvu na trge, moraš iti na velike trge, kjer lahko delaš učinek. To, kar se zgodi. In to bo spreminjalo vzvode. Ne. Konkretno bom šel na primer, ker ste vprašali, zakaj se bo to zgodilo. Ne. Recimo Amazon, ne. Zakaj je on uspel kot platforma v digitalu? Povedujete, da seveda ne bomo preživeli, če se ne bomo lotili, mislim, kot ekonomija, ne? Treba začeti drugače razmišljati in to je tisto, kar nas omejuje, zakaj izpadejo podjetja iz Fortune 500, ker v bistvu oni filozofijo pristopa k poslu morajo spremeniti, pa tudi poslovni model morajo inovirati. Oni recimo, so rekli, klasični trgovci bojo prodajali, recimo so imeli malo prodajno, se šel v trgovino. In so rekli, ok, odprl se internet, in zdaj bomo pač prodajali, mogoče so investirali nekaj malega v novem kanalu preko interneta. Ne. Amazon pa prišel in rekel, to je naša osrednja sposobnost, ključna stvar bo prodaja preko interneta. On je razvijal platformo in dejansko potem je dodajal on blagogor. On ni razmišljal, da je internet še ena stvar za zdraven. In zato je on prehitev vse tiste, ki so rekli, bom pa dodali internet kot nov prodajni kanal. Ker v bistvu stvar niso nekako vzeli dovolj resno, dali dovolj poudarka in ti trendi dejansko tepejo tiste, ker v bistvu so preveč ujeti v neke okvirje in zato se te radikalne spremembe dogajajo. In teh se moramo bati in zavedati, da jih pravočasno internalizirajo. No, ampak ta vnema, kot ste rekli, ne, lahko hitro splahni, če seveda ni nekega učinka. Pri mladih vemo, da so včasih dokaj neučakani, ne. Kar je pa zanimivo sporedno s temi startupi, pa se nenehno pojavlja trg je tisti. Tu imajo marketingerji seveda pravijo svojo bistveno vlogo, a ne, in če ne boste vi kot marketingerji, a ne, mislim tržniki, pristopili zraven, seveda tudi učinka ne bo nobenega, ne. Pa me zanima, gospod Rakušček, kako je recimo tržiti izdelke, ki imajo visoko dodano vrednostjo na osnovi znanstvenega dosežka. Predvsem je treba vedeti, da pač startupi delujejo na nek drugačen način. Ne. To, kar je rekel gospod Domjan, se pravi, kot startup se kvalificira podjetje, ki je hitro rastoče podjetje. In tudi financiranje takega podjetja je na nek način specifično, se pravi, takšno podjetje išče tvegani kapital, išče vložke, ki ga lahko poženejo v neko rast. Vsak startup pravzaprav cilja, razen redkih, ne obstajajo tudi startupe, ki si izberejo neke bolj specifične trge, ampak če hočeš uspeti v nekem startup svetu, seveda si moraš za tržišče vzeti cel svet, ker pač ekonomija obsega kle seveda dela. Ne. Tako da že, če pogledamo, mislim, in konec koncev že samo nabiranje zagonskega kapitala je del marketinga startupov. To je pravzaprav njihovo lastno prvo začetno prodajanje samega sebe. Takrat delajo marketing, delajo glase za svoj lastni koncept, ker so seveda vsi zelo zainteresirani, da
čim prej pridobijo nek zagonski kapital, s katerim lahko razvijajo proizvodno oziroma konec koncev tudi najamejo nove ljudi oziroma si dajo mogoče kakšne prve plače, ker dejansko pri startupih na začetku je strast, je ideja in ko začneš delati v startupu, moraš biti pripravljen, da boš nekaj časa delal brezplačno, to je dejstvo, nihče ne dela, praktično nihče ne dela za plačo od samega začetka. Tako da prvi del je pravzaprav, če bi temu rekel, marketiranje koncepta, ideje same, startupa samega, zato da se pritegne tvegani kapital, ki ga lahko požene v to hitro rast. Vsi poznamo srečanja kot je TechCrunch Disrupt, kjer gre v bistvu za tekmovanje startupov, kjer zmagovalci potem si bistveno lažje zagotovijo neko financiranje. Potem šele pridemo do neke druge faze, kjer gre pa za v bistvu marketing izdelka ali pa storitve kot take. Je pa res, da startup pravzaprav stopa na trg, ki je po eni strani visoko konkurenčen, zato ker tekmuje z celim kupom drugih startupov, ki imajo enako odlične ideje in tekmujejo za neke omejene resurse, kar se tiče kapitala. Hkrati je pa v samem bistvu startup ideje to, da je iznašla oziroma da zadovoljuje neko potrebo, ki se ni spomnil pred tem startupom zadovoljiti še nihče. Me zanima recimo, kako recimo je tržiti potem nek izdelek, ki ima v svojem proizvodu veliko recimo tega znanstvenega potenciala dosežka. To ni enako kot, pa ne razumeti, da je slabšalno kot neke gadžete, bom rekla tako. Ne? Ja, ampak morate vedeti, da te stvari kupujejo ljudje. Zdaj, to, da je v nekem izdelku ogromno tehničnega znanja ali pa da je to velik znanstveni dosežek, zdaj bom kar grob, to v bistvu ne zanima nikogar. Ljudje kupujejo uporabno vrednost, kupujejo status, kupujejo rešitev nekega problema, neke težave, ki do zdaj še ni bila rešljiva. Tisto, kar je od zadnjih, pravzaprav na nek način niti ne zanima. Ljudje kot potrošniki kupujejo, to je pa pravzaprav osnova marketinga, ne? Ljudje kupujejo nekaj drugega, kot podjetja proizvajajo. In tle ta stična točka je to, čemu rečemo blagovna znamka, brand. Vmes pa vi, ne? Ja, na nek način, ja, ampak osnovni nesporazum je, da podjetje proizvajajo eno, potrošniki kupujejo pa nekaj drugega. In se pravi, samo dejstvo, da je izdelek, da je v njem vgrajena najvišja tehnologija ali pa najnovejši dosežki znanosti, samo po sebi ne pomeni nič, če nima neke uporabne ali pa simbolne, v zadnjem času so simbolne vrednosti še celo bistveno bolj pomembne od nekih uporabnih za potrošnika. Ne. Zanimivo, ja. Ja, tako nekako je. Ne. Ja. Čustveno, v bistvu ne kupuje izkušnjo. Izkušnja dosti kaj reče. No, bomo videli, kaj bo profesor Lenarčič na to odgovoril. Ne? Ampak še prej bi gospod Domjan vas vprašala, vi ste se pred nedavnim vrnili iz Silicijeve doline, ne? Kakšno so recimo vaše opažanja, tudi to, kar ste prej rekli, ne? Svet je tvoj ali pa te ni, a ne, v tem smislu? Ja, bistvena razlika v Silicijevi dolini je, da se te hitrosti, o kateri je bilo že govora, ne, kako hitro prideš med največjih 500 na svetu in kako hitro tudi srčiš ven, vsi zavedajo. Se pravi, vsak ve, da ima pravzaprav zelo kratek čas, da uspe in celotno okolje je vsaj po moji oceni tam precej bolj odprto. Od uradnikov, če tako rečem, ki so nagnjeni k temu, da če imaš težavo, pomagajo najti rešitev, to je pač njihov mission, če reče, ja, to pa ne gre, gledajte, tako pa tako, ampak bomo mi pomagali najti rešitev. Pri nas te pač razložijo, katerih pogojev ne izpolnjuješ in te pač nekam pošljajo, pač znajdi si sam. V ameriški delajo malo drugače. Predvsem pa je mogoče tam malo manjša oziroma praktično ni meje med tem akademskim svetom, univerzitetnim svetom in rečemo tistimi startupi, ki so recimo samo programerji ali pa imajo samo neko uporabniško izkušnjo. Se pravi, ali so to še študenti ali pa sploh mogoče so šele gimnazijci.
ta pretočnost, odprta vrata, da nekdo, ki ima idejo, pride recimo na Google, Facebook ali pa tudi na Berkeley, Stanford University in se tam pogovarja ali pa mu dajo neke resurse, je neverjetna. Tako da, ja, tam je zelo enostavno priti do ljudi, s katerimi boš sodeloval, do neke pomoči, ki še ni materialna, to je izredno pomembno v začetni fazi. Stvari so, če tako rečem, izredno neregulirane. Imajo pa vsi isti cilj, priti do kapitala investitorjev in zavedajo se, da investitorji niso tam neki milijarderji, ki imajo denar in ga bodo potem dali, aha, lej, ti si pa fajn, ja, super ideja, ne bom pa dal, ne. Ampak so pripravljeni finančno pomagati tistim, ki bodo uspeli na trgu. Tako da ja, vsi startupi iz celega sveta, kar sem jih jaz srečal tam, so izredno tržno orientirani. In tukaj je mogoče ena velika razlika spet med našim okoljem, našim, to ni samo slovensko, ampak evropsko, kjer smo zelo orientirani, sploh univerzitetna scena, na to, da se bo dobilo denar iz Bruslja, ne, ali pa nekje. Se pač konkurira na neke razpise z znanjem, ki je veliko, kjer je treba dokazati, da ogromno znaš, da si izredno sposoben, ne pa toliko trg. Ne. In to je mogoče ena rdeča nit, ki jo srečam 15 let, oziroma še več, no, še preden smo vstopili v Evropsko unijo, sem bil član ene skupine in na prvem predavanju, ki so ga ti takrat še evropski, ne, mi smo bili pa še Slovenci, predstavniki imeli za nas, so rekli, ja veste, prihajate v neko okolje, kjer je ogromno znanja, se vidimo, da je tudi pri vas, ampak pravzaprav nas vse skupaj tare ena in ista stvar. Iz tega znanja ne znamo denarja narediti. In vidimo, da ogromno tega znanja gre v Ameriko, tam pa kar naenkrat znajo iz tega narediti denar. In ne vem, Evropa ima recimo odlične matematike, cel kup področij, kjer ima vrhunske strokovnjake in po znanju prednjači pred Združenimi državami Amerike, ampak ti ljudje potem pogosto, ki to znajo, grejo tja in tam naredijo denar. Tako da to so ene velike razlike, no, med tema dvema okoljema. Zagotovo pri nas ne manjka znanja, manjka pa usmerjenost na to pot, kako priti do trga. Ja, to seveda niso enostavne stvari, ker gre seveda najbrž za različne kulture, ki pa seveda kar prenašati neke vzorce, a ne funkcioniranje je najbrž težko. A ne, profesor Lenarčič, tudi recimo z tega vidika, a ne, me zanima, koliko so recimo raziskovalne institucije naklonjene, da bi spodbujale ustanavljanje startupov, glede na to, da vemo, da je znanja pa tule ogromno in to zelo dobrega. Torej so startupi in startupi, sedaj jaz govorim o tistih, ki prihajajo iz znanstvenega raziskovanja, ne, in jih je zelo malo. Zakaj so dragoceni tile? Ne? Zaradi tega, ker je potencial večji. Ne? Potencial imajo seveda večji. Ne? Če uspeš iz nekega znanstvenega odkritja narediti uspešno podjetniško zgodbo, ne? Potem se odpira možnost, da boš prišel do takih fenomenov ogromnih. Če pa delaš, seveda, ne bom koliko užalil, lesene gumbe, kar bi bilo recimo v Sloveniji se iz lesa pomeni nek dosežek, ne. Potem seveda lesene gumbe lahko naredi vsak, ne, tako rekoč, vsak, ki je malo spreten delavnici in si hitro to svojo uspešnost, torej zelo hitro se konča lahko ta zgodba, ne. Tako da v tem je seveda ta dragocenost znanstvenega raziskovanja in prenašanja. Vendar problem tega, zopet bom uporabil sistema inovacijskega, v Sloveniji je, da nam manjka, da smo tako rekoč brez ene noge ali pa brez dveh nog, ne, da smo na invalidskem vozičku, ker obstaja neka mentaliteta, ki se vse bolj celo potencira, ne, s časom v javnosti, da ne rečem pri osebah, ki odločajo, torej v politiki,
da se znanstveni dosežek prenese v prakso s pomočjo teleportacije. Namreč, je treba nekaj denarja dati znanstvenikom, da jih ne izdihnejo, ne? Recimo per capita je to Slovenijo 3-4krat manj kot v neki Švici, niti ne v Švici, v Švici še morda več, je še večja razlika, potem vmes ni nič, ne? In potem imaš pa že ta tržno usmerjen del razvoja, ne? In tako naprej. Da je pa vmes ravno obratno, da je tista energija, ki jo ti rabiš, da prideš iz odkritja do prototipa taka, ampak da prideš do uporabnega prototipa še 10krat večja, ne? Da moraš to fazo iti ponavljanja prototipov nazaj, prototip pa nova raziskava, pa spet nazaj, pa morda probati se na trgu, pa spet vidiš, da ni skratka, če greš prehiter na trg, si tudi ustreljena, ne? Ne smeš iti ne prehiter, ne prepozno, ne, se vemo to, ne? In seveda ta specifika je spregledana v naši državi, vse bolj, ne vse manj, vse bolj. In podobno jaz ugotavljam tudi v Evropi, ravno prejšnji teden sem bil v Bruslu na Združenju evropskih inštitutov, ker sem pač tam član tega odbora, in mi se pogovarjamo, tudi moji kolegi, direktorji raziskovalnih inštitutov, kot so Fraunhofer, torej TNO, teh velikih evropskih inštitutov, nosilcev evropskega, skoraj da bi rekel, razvoja, ne, ugotavljajo isto, da se po celi Evropi ta ideja, ne, o teleportaciji kar širi, ne, da to zdaj ima tudi evropski projekti, se tako vse bolj usmerjajo, da imaš na eni strani neke znanstvene raziskave, ki naj bi bile odlične, kar mi gre itak nekam na, tako rekoč na bruhanje, zaradi tega, ker odličen si lahko tudi pri biciklu, ko se pelješ, ali pa skratka odličnost se nanaša na vse veje družbe, ne samo na znanost, ne. Torej ta beseda je zlorabljena in potem je dolgo časa nič in po teleportaciji, ne, se znajdeš v neki inovaciji, ne, in potem vlagamo velike denarje v inovacije in kredite za inovacije in vse, kar je vmes. Prvič niti ne smemo kreditov vzeti, ki jih ponuja Evropska komisija, ne, ker nismo javni zavodi za to. Torej, ko bi rekel, nimamo te možnosti formalne in tako naprej, skratka, ves ta del se preprosto zanemarja, ne. Zdaj, govorite o Ameriki, ne, torej jaz sem čisto vse se strinjam, kar je bilo seveda rečeno, ampak v Ameriki seveda grejo pa ogromni denarji javni v raziskave in razvoj posredno, preko obrambne industrije, preko vojaške industrije, preko vesoljske industrije, preko vsega tega, kar v Evropi ni. Mi za vojsko v Evropi benč ne dela. Tamle pa vsi delajo za obrambno industrijo, vsi, ampak veste, kakšne projekte, temeljne raziskave na področju, ne vem kaj, če hočete umetne roke, financira vojska. Se to ne financira država iz proračuna, ampak posredno, ne. Tako da ogromno tega denarja dejansko gre do te neke prototipne faze, ki pa pol že najde možnosti, ne, morda lažje, zato da je njihov sistem je drugačen, seveda pa tudi način razmišljanja in to sem sam hotel še dodati, ne, se zelo ravno to potrjuje. Ena od napak, kot pravijo, ne, pri startupih je, da želi tisti, ki vodi startup ali pa ga postavlja na noge, želi ugoditi lastniku, ne, tudi sebi, ne pa kupcu, ne. Ti pa moraš kupcu ugoditi. Zato, da boš pol lastnikov, ne, ampak prve vrste je kupec, ne, in to je tudi ena od napak, ki pa morda v Evropi ni. Mi preveč v Evropi vse nekaj formaliziramo, reguliramo, ne, medtem ko Američani deregulirajo, vsako stvar želijo poenostaviti, ne. V naših evropskih projektih, kar sem že večkrat povedal tudi javno, je pol časa porabi za finančno poročanje in ne vem kakšno in pripravo projektov in vse formalizacijo. V Ameriki moj kolega zato, da finančno poroča, dobi kreditno kartico in ga pridejo vprašati, kaj je naredil. In tlele mi izgubljamo proti Evropi ogromno, proti Ameriki ogromno energije in seveda ta dejavnost startupov in tega podjetništva, kar meni pravijo itak, da v Sloveniji je predvsem pomanjkanje ideje o podjetništvu, ne samo startupih. Podjetništvo, biti podjetnik, ne. Tudi v velikih podjetjih je to isto. Potem pač proti Ameriki, kjer je to ugrajeno vate, že prvi dan, ko priješ na trg, ko priješ na cesto, ko me hodiš, pa jeden reče, mi daš, ne vem, prazno vrečko, reče, koliko $1 mi boš dal dati, ne. Takoj začnejo trgovati s tabo, ne, tega pač v Evropi ni, pri nas to ne smeš vprašati, kad ti policaji tako rečejo, da žica znar, ne, tako da, skratka, to je, ta mentaliteta je zelo drugačna. To je zanimivo, kar ste rekli, a ne, da pri nas velja ta ideja teleportacije, ne, znanost, gospodarstvo.
Kje se potem zgubljajo vse te ideje, razprave, ne vem, tudi projekti, a ne, kako povezati znanost z gospodarstvom, zato da bo bolj uspešna, da bomo konkurenčni, da bomo skratka ratali Silicijeva dolina, recimo. Ne? Kje se to zgublja? Kdo, mislim, kakšen hasek imajo? Potem vse take razprave. A mi preveč govorimo in premalo recimo naredimo te, kot ste rekli, a ne, da ni ideja biti podjetnik. Gospod Marin, a ste vi, kakšno idejo ste imeli o tem biti podjetnik? No, tle bom mogoče malo drugače zastavil tole odgovor, kot ste si zamislili, ampak vem, ko sem začel delati na inštitutu, je bilo najbolj pomembno, da nekaj spravimo, nek model naredimo, pač nekaj smo pogruntali, pa da vidimo, če to približno dela. To je zelo enostavno, ponavadi. Ne? Naslednji korak je, da narediš nek prototip, ne? Da iz tega sestaviš nekaj, kar zgleda že skoraj kot izdelek, jasno še daleč od tega, da je. Ne? In potem je treba vsaj še 2 koraka, da priješ do proizvodnega prototipa. In to je naša skupina že sred 80-ih počela. Ne? Delala stvari na nivoju, ker industrija ni znala, smo razvila stvari na nivoju že proizvodnih prototipov, tako da je industrija relativno lahko to prenesla. Potem prideš pa v ta podjetniški del, ne? Ko misliš, da je najbolj pomembno, da znaš izdelek narediti, pa ni. In naslednja faza, se začneš bosti s količinami, kako na veliko narediti, pa dovolj pocen, da je tržno zanimivo. Ne? Pa tudi to ni pomembno. Ne? Jasno, na koncu dozoriš po 20 letih, da najbolj važno je najti kupca za tisto, kar počneš. Ampak samo prejšnje faze so pomembne, ne? Samo ta zadnja je najbolj pomembna. In tega vsega je pri nas v Sloveniji pač premalo. Ne? Zavedati se, da od prototipa, ki samo kaže neko fizikalno ali elektronsko ali kakršnokoli možnost, govorim samo za ta naš tip izdelkov, ki pomeni, da so nekaj fizični izdelki. Ne? Veliko je startupov, ki delajo na softverjih, na prodajanju uslug in vsega tega, ker to ni tega v ozadju. Ampak pri nas je cel ekosistem, pač moderni izraz, znanj okolij, ki niso samo fizikalna, ampak so to elektronska, strojniška, softverska, dizajnerska, na koncu izdelek mora nekako izgledati, marketinška, da na koncu tisti izdelek pride do kupca po neki primerni ceni, da ga lahko pač rečeš, ok, zdaj pa mi poslujemo in delamo nek ostanek, aktiven ostanek, ne da se vse porabi v vseh ostalih fazah. In ta miselnost v glavah je še zelo daleč. Ne? Čeprav sem 30 let kasneje, ko sem že opazil to diskrepanco med kaj si znanost misli, da lahko naredi in kaj v bistvu končni kupec rabi, ne? Še vedno sem zelo daleč od tega. Ja, gospod Rakušček, vi ste rekli, ne, da je tisto, kar znanost ustvarja, nekaj tako, ne, mislim približno, da to kupca v bistvu niti ne zanima. A ste vi potem marketingari, recimo z tega področja, raziskovalci, a ne z tega področja, nekako morda premalo zagnani, vehementni, se premalo spopadate recimo s tem? Mislim, namenoma sem bil grob, namenoma sem rekel tako, da pač kupca ne zanima, kako visoka tehnologija je vgrajena noter. Hotel sem samo opozoriti na to, da je dejansko bistveno je, da nek izdelek ali pa storitev rešuje nek določen problem ali pa daje nek status oziroma da ima neko marketinško oziroma prodajno funkcijo pri potencialnih potrošnikih. Če bi rekel spet zelo namenoma poenostavljeno, ampak ne gre za to, da rečemo, tole smo si izmislili, kako bi zdaj to prodali, ampak gre za to, da identificiramo, kakšne so potrebe potrošnikov in potem razmislimo o tem, kaj vse potrebujemo za to, da bi te potrebe zadovoljili oziroma njihove probleme rešili. Vas kdaj pokličajo recimo, ne vem, neki, bom rekla, ne vem, ali raziskovalne institucije, fakultete ali pa startupi. Ja, ampak iz drugega vzroka, iz drugega vzroka v bistvu. Sama naša dejavnost, se pravi oglaševanje, komunikacije, se z tehnološke plati izjemno hitro razvija. To, kar danes počnemo, nima skoraj nobene zveze s tem, kar smo počeli pred 5 leti. Tehnološki napredek omogoča toliko novih načinov za komunikacijo z mi rečemo občinstvom oziroma vsemi deležniki, ki sodelujejo v konverzaciji, da enostavno v komunikacijskih agencijah moramo biti na nek način v stiku s tehničnim napredkom in ga tudi uporabljati. Ja, mi smo prav konkretno sodelujemo z
fakulteto za elektrotehniko. In dejansko dobivamo se z njimi in no, se to gre, vse smešno slišali, ampak zaenkrat gre tako, da nam oni pokažejo, kaj so si izmislili, mi pa razmislimo, kako bi lahko to uporabili. In določene stvari smo že uporabili. Uporabili smo neke robote vožene nadaljavo preko interneta, tako da, ampak seveda ne gre za neko, tle ne gre za startup princip oziroma za startup shemo, kjer bi se nek tehnološki izdelek uporabil za to oziroma bi se ga poskušalo prodati na nekem globalnem trgu. Gre bolj za naše... Ne gre vedno samo za startup, gre recimo preprosto za to... Za tehnologijo oziroma znanost, ja, to pa definitivno. Klej se pa, se pravi, prihodnost komunikacije tega, kar počnemo, oglaševanja je tako ali tako tehnološka, to vsi dobro vemo. Ravno zaradi tega, ker nam tehnologija omogoča toliko več kot pred 5-10 leti, da enostavno moramo oziroma konec konca nas to tudi zanima, ne, spremljati vse, kar se dogaja v tehnologiji. Tudi zato dejansko res sodelujemo z fakultetami, zaenkrat zelo neformalno, ker pač nek model, mislim, da niti ne obstaja, kako se take stvari počnejo. To se pač na koncu v Sloveniji dela preko tega, da en pozna enega, pa drug pozna drugega, pa se pol vsi trije zmenijo, pa se dobijo na kofetu, pa ugotovijo, kaj lahko naredijo. Je pa, tle je v bistvu nekak skupen interes, skupen interes, da se uporabi vse, kar je na voljo, oziroma da se poskuša določene stvari narediti. Recimo obstaja, konec koncev gre čisto za oglaševalsko zadevo, slovensko-angleški startup, ki je na nek način revolucionira merjenje gledanosti televizijskih programov. Zdaj je bilo to narejeno v nekih intervalih sekunda, 2 sekundi na nekem reprezentativnem vzorcu 700 ali 1200 gospodinjstev. Zdaj ta startup je to postavil, ker pač ima večina Slovenije oziroma večina sveta ima digitalni signal, kar pomeni, da lahko delaš to na vzorcu 400 tisoč, 500 tisoč gospodinjstev že samo v Sloveniji, kar ima bistveno bolj natančne rezultate. Se pravi, gre za idejo, ki je izkoristila neko tehnološko platformo in jo uporablja za popolnoma komunikacijske oziroma oglaševalske namene. Pa se vam ne zdi, da je recimo ravno na tem polju, obstaja recimo dokaj dost potencijala recimo tudi za razvoj same oglaševalske stroke, ker konec koncev tu, če pogledate, v občinstvu so imenitni mladi ljudje, z ogromno znanja, ki si bi najbrž zaslužili, No, to je še nekaj, kar sem hotel reči, v milenijski generaciji. Jaz imam to srečo, da imam pač v svojem oddelku v agenciji imam precej pripadnikov te milenijske generacije, pa moja hči tudi spada tja, tako da malo poznam to. In moram reči, da vsaj te, ki jih jaz poznam, so izjemni mladi ljudje, ki zelo cenijo neodvisnost in ravno iz te neodvisnosti pravzaprav prihajajo neke največje kvalitete, ker so pripravljeni prevzeti neko odgovornost za svoje ideje, pripravljeni so zelo veliko narediti in imajo tudi veliko poguma. Tako da na nek način bi rekel, da jih vse prijazno vabim, da se mogoče kdaj oglasijo pri nas in vidijo, ali lahko najdemo stvari, ki jih naredimo skupaj. Ker kot sem prej rekel, naš komunikacijsko delo se postaja vedno bolj tehnološko in to izjemno hitro. Je pa še ena stvar, ki sem jo tudi na nek način opazil, da se pravzaprav največ doseže z nekim zelo dobrim sodelovanjem med, če rečemo temu, tehnično naravoslovno usmerjenimi ljudmi in ljudmi, ki prihajajo iz humanističnih strok. Ker nekako ljudje, ki prihajajo iz humanističnih študijev, dejansko lahko dajo neko drugo dimenzijo razumevanja tega, kako ljudje funkcionirajo in na ta način se da bistveno lažje prodreti z nekimi tehnološkimi, znanstvenimi dosežki, lažje se jih da spraviti v življenje. Konec koncev, moja hči dela v
dela v startupu, zato tudi malo poznam to sceno, ki je angleško-češki. Od zadaj je nek zelo brihten algoritem, zadeva je namenjena pravzaprav trgovanju z umetninami v realnem času in nekako emulira borzo, vendar borzo z umetninami. Namreč v zadnjih 50 letih je povprečna vrednost umetnin narasla precej hitreje kot povprečna vrednost delnic, kar pomeni za vsakega investitorja, da se bistveno bolj splača vlagati v umetnine kot v delnice. In te fantje so naredili neke algoritme, ki omogočajo trgovanje z umetninami kot investicijsko naložbo. Ona je študirala primerjalno književnost in angleščino in je zdaj tam dela že pol leta kot del te ekipe. In dejansko je to recimo to je še vedno startup, čeprav je že več kot 50 ljudi, še vedno so odvisni od nekega zagonskega kapitala, ampak so na zelo dober način spojili neko potrebo investitorjev, se pravi ciljnega trga, spojili so nek humanistični, družboslovni del z nekim tehnološkim delom, ker odzadaj so vseeno precej brihtni algoritmi, ki so jih kar nekaj časa pisali, in konec koncev tudi njihov marketinški pristop je seveda izjemno pomemben, ker seveda morajo ciljati te prave ljudi, da bojo najdel. To je zanimivo, mislim, ta povezava različnih vedenj, različnih strok. To se vidi tudi recimo, profesor Lenarčič pogosto povabi recimo te mednarodne eksperte, recimo velika imena recimo določenih znanosti, in zanimivo, da vsi potem ponavljajo neko povezavo tudi s družboslovjem, humanistiko in tako naprej. Gospod Marin, vam vem, da se mudi na nek način, samo me zanima nekaj. Kaj je za vas pomenil trg, takrat, kot ste vi začeli trg? Namreč zdaj se nenehno pojavlja, da je trg tisti sveti gral v bistvu. Seveda, izdelek mora nekdo kupiti. Naš izdelek je na srečo ali pa na nesrečo v nekem bolj tradicionalnem okolju, to je pač zaščita pri varjenju. In tle je v bistvu zelo težko prodreti, ker so vsi navajeni na neke izdelke, ne menjajo radi. Vendar, ko prodreš, potem pa kupce lahko z lahkoto zadržiš samo s tem, da normalno funkcionira z njim, da ne delaš nobenih ekscesov. Mislim, če so izdelki normalno funkcionirajo, ostanejo kupci s tabo. Vežeš jih s tem, da narediš OEM izdelke, pomeni, da jih napišeš na kožo, malih z njihovim logotipi opremaš, malih predelaš, tako da so njim bolj na kožo pisani, in potem te kupci ostanejo s tabo. To je mogoče v tem novejšem svetu malo anomalno vse skupaj, ampak kot nek old boys network. Težko not prideš, ko si pa noter, je potem lažje. Zdrsov pa ne sme biti, ne? To pa jasno, ne more biti pa tehnologija, servisi, vse mora biti brezhibno. Tako da to zadevno so mogoče malo drugače pozicionirani kot te hitri startupi, ki z neko idejo, ki je vsem všeč, potem zelo hitro zrastejo. Pri nas rast ni bila hitra, ampak tudi, kako bi rekel, zaton potem ni hiter, če pride do tega. No, vse to ste rekli, mislim, trdo delo pa natančnost in pa doslednost. Jaz se tle publike opravičujem, imam en drug sestanek, čez 5 minut pa moram pobegati. Ja, hvala vam. Profesor Lenarčič, te vse obsežnosti in pa trga, ki velja na nek način za svetega grala, me zanima, je znanost tudi podrejena trgu? Ja, sigurno, torej se treba gledati na različne nivoje, v znanosti, znanost ima tudi v znanosti trg, Mi smo ves čas v kompeticiji eden z drugim, inštitut z inštitutom ali pa z inštituti, znanstveniki med sabo, tle je zelo veliko tega samopodobe, ki je pomembna, ampak se zelo podobno, torej, kot funkcionira trg, ampak jaz bi malo spomnil na to, na prejšnje, Namreč jaz mislim, da se v Sloveniji bistveno premalo kave pije. Ne zaradi tega, ker bi hotel Ilija spet, ampak gre za to, da je treba ljudi z različnimi znanji in profili pač na nek način povezovati, komunicirati in tam se rojevajo te najpomembnejše ideje. Najboljša ideja je tista, ki nastane takrat, kadar trčiš dve ideji. Pravzaprav vse ideje nastajajo s tem, ko se trčijo različne ideje, drugače ni nobenega razvoja.
Zato se mi zdi, da je to zelo pomembno, ne, da se različne stroke srečujejo. Naš inštitut ima to lastnost, ne, da edini multidisciplinarni inštitut daleč naokrog, ne samo v Sloveniji, daleč naokrog. Zato smo tudi morda toliko uspešni v raznih evropskih projektih in tako naprej, ker imamo možnost kombiniranja znanja kemiko, fiziko, informatiko, elektroniko in tako naprej. To je zelo pomembno, ampak tukaj nam večkrat tudi manjkajo dejansko humanistične, družboslovne specialnosti, ki bi morda prispevali k večji prebojnosti. Bi pa morda povedal en primer, jaz sem kar naprej vabljen v neke komisije za neke nagrade, tudi za gazele, tudi za podjetnik leta, podobno sem bil že in mislim, da je bila enkrat neka najpodjetniška ideja. Sem pozabil ime, sem razmišljal. In so me prosili, da sem bil v tem komisiji in so bili potem v finalu, je bilo njih 7, 6 najpodjetniških idej, nekaj takega. In 2 primera sam bom povedal. Ne. Ena je bila taka, približno, ko se je nekdo zamislil, da bi dobil nek kapital od nekoga in si kupil 5 biciklov in te bicikle bi potem oddajal in kakšna je bila dodana vrednost, povedal bi jim, kam bi lahko šli se voziti, ne, ker on pozna to okolje in je pričakoval, da bo šlo ne vem koliko Angležev v Slovenijo, ki jim bo on povedal. Ne. In pa, ko smo ga še gnjali naprej, kaj bi še bilo, je pač povedal, da bi on to tudi preko interneta tržil. Skratka, imeli smo take ideje, po drugi strani smo imeli pa nekoga, ki je prišel z dejansko zelo kakovostnim znanstvenim odkritjem. In ko smo ga spraševali, kaj bi on s tem, ni hotel povedati, ne, ker se je bal, da mu bomo mi ukradli idejo. Skratka, totalna druga skrajnost in zraven mene je takrat sedel eden zelo znan slovenski podjetnik v tem odboru, nas je bilo 5, tako zraven je sedel in ko je poslušal seveda tega z bicikli, je rekel, to ne bo nič, ne. Potem, ko je pa poslušal tega znanstvenika, je rekel, tukaj bi gotovo ne bo nič, ne. Zaradi tega, ker znanstveniki imajo pač to specifiko, ne, da so zelo soleri, bi radi kar nenadoma zaslužila, ne, mislijo, da če so oni zdaj to nekaj odkrili, ne, da bodo zdaj tudi zaslužili, ne, že iz tega. To pač tako ne gre, ne. Tako da mnogikrat svetujejo, da znanstvenik, ki se loti podjetja, ne najame enega direktorja, pa ne tisto podjetje vozi in ne se ne kaže preveč zraven, ne, da bi, skratka, tu je zelo, malo drugačna problematika, no. Se pa jaz strinjam, zelo rad poslušam to angleško izkušnjo, ne, ker ima, kot veste, to oksfordsko izkušnjo, ker je vse regulirano, ne. Tu je stavba, piše inkubator, tu je to, piše to, ne vem. Če greste pa Cambridge, ne, pa če vprašate in zadnjič, kje je Špela tle? Evo, je bil ta kolega, je povedal isto, ne, že pred njim so govorili, da je v Cambridgeu, ne, največ podjetij nastane pri večerjah, ne. Torej, večerje so ključni element, kako zgradiš dobro podjetje, ne. In ker se ljudje pač tam dobivajo, to sem rekel pri nas premalo kave, ne, ljudje se dobivajo, izmenjujejo, predvsem je pa, kar so mi govorili kot motivacija, je, da se važijo, kdo je bolj uspešen, ne. Jaz sem dal tlele, ne vem, toliko tisoč, ne vem, magari milijon funtov, ne, in sem zaslužil to, koliko boš pa ti s tem, ne. No, pridi, če se upaš. In potem se gre ta osebna motivacija medsebojnega tekmovanja, tudi teh investitorjev, da ne rečem, tudi znanstvenikov med sabo, nekdo bo uspel tudi iz kakšno idejo, ne. Tako da tudi zelo iracionalne, ne, so te ideje, kako spraviti nek, recimo, znanstveni dosežek v življenje. Gospod Domjan, ko je govor o startupih, se kar govori o nekih milijonih ali milijardah, celo to za nas je seveda nekako nepredstavljivo, koliko kapitala je vloženega recimo v to. Se pa nikdar ne pove, recimo, da kako so recimo nekatera podjetja pred 30-40 leti doprinesla k nekemu razvoju, ki pač je danes in ki omogoča recimo ravno to. A veste, in tu recimo je potem morda to, kar je profesor Lenarčič rekel, ne, neko tekmovanje, koliko bo kdo zaslužil, ne? Ja, jaz mislim, da
te generacije XY ne zanima, kaj je bilo pred 30 leti, tako da niti ne grejo brati zgodovine in pač živijo svoje življenje. Seveda je denar pomemben in verjetno je denar ena stvar, o kateri smo danes najmanj govorili. Dobili smo sicer en izraz, da se pač znanstveno idejo teleportira skozi verjetno nek vakuum, ampak ja, v tistem vakuumu vsaj v Evropi manjka denar. V Sloveniji manjka verjetno že v osnovi, ker razmišljati že za te osnovne raziskave, se pravi za čisto znanstveno sfero. Pričakovati, da bo vsak znanstvenik že kar tržnik in da bo razmišljal samo o odkritjih, ki bodo prinašala denar, je seveda nesmiselno. Če pogledam na konc te verige, ker se dejansko potem najdejo start-upi, je recimo ena od mojih nalog kot mentorja, da ko start-up pride v ABC pospeševalnik z tržno idejo, ki je krasna, oni mislijo, da bodo osvojili svet, več kot polovica jih v 3 mesecih to spremeni, zato ker ugotovijo, da pravzaprav tista ideja ni ravno tako tržna. To pa so mladi ljudje, tržno naravnani, z pešnom, z vsem in prepričani, da to pa vsak rabi. In potem, ko se malo z njimi pogovarjaš, oni ugotovijo, da ne, da je treba to malo spremeniti in tako dalje. Tako da, če že na tej strani, ko imamo ljudi, ki so tržni, vidimo, kako težko, koliko časa, denarja je potrebno, da najdeš nekaj, kar bo res trg potreboval, je nesmiselno pričakovati, da bo pa na začetku te zgodbe, ko se pač pogovarjamo o nekih odkritih, premikanjih, bi rekel, raznih meja, kaj ljudje znamo, da bodo znanstveniki že kar tržni, da bodo kar zjutraj se zbudili, to bodo pa ljudje rabili. To so pač neki ljudje, ki delajo po drugih principih in jaz mislim, da vsaj, če rečem Slovenija, že v tej sceni manjka denarja, definitivno pa potem manjka naprej, ker od ideje do trga to je strašen denar. To si dejansko ljudje, ki v to ne stopijo, mogoče najtežje predstavljajo, ampak ja, tako da za ilustracijo, če povem, slovenski start-upi, zadnji podatek, ki ga imamo že iz leta 2014, so dobili v enem letu približno 60 milijonov evrov kapitala, od tega 58 milijonov na tujih trgih, se pravi iz tujine, 2 milijona samo iz Slovenije. Tako da tukaj nam manjka, se pravi, če nam manjka že v osnovi, da sploh znanstvena sfera ima dovolj denarja, da imajo univerze dovolj denarja za opremo, za plače, za potovanja, ker to danes vse enormno stane. Vse avioni so poceni, ampak če hočeš ves čas leteti, se udeleževati nekih kongresov, srečevati z ljudmi po celem svetu, to stane in pač moraš imeti določen standard. Nadstavba, da bi pa potem še zasebni sektor začel res intenzivno vlagati v start-upe, v te ideje, delati iz njih produkte in tega pa praktično v Sloveniji ni. Tako da ta prostor za to teleportacijo, in to velja enako za Evropo, je denar. Mi se moramo zavedati, da je denar tisti, ki je ključna stvar, ki v tej zgodbi manjka. Moja izkušnja zdaj, če tako rečem, je taka. Če pridete z isto idejo v Ljubljani, pa recimo, da za njo dobite 1 evro. Ko greste z isto idejo v Berlin, boste dobili približno 7 evrov. To so zdaj že izkustvene številke. Če greste s to isto idejo v Silicon Valley, dobiste $70 kapitala investitorjev, ki so tam. Se pravi, razmerje je skoraj 1:70. In lahko ste tukaj še tako dobri. Nimate šans, da boste uspeli, ker bo Unka dobil v Silicijevi dolini 70krat več denarja, vas enostavno prehitil in bo zgodba prišla z une strani Atlantika nazaj v Evropo kot super uspešnica, medtem ko se je tukaj ena ekipa z majhnim denarjem trudila. Zato smo v ABC akceleratorju potem na koncu šli v Silicijevo dolino in je pač naš cilj zdaj, ko jih enkrat spravimo do neke točke, da se naučijo podjetništva, nastopa, da izoblikujejo produkt, je potem prvi naša naloga, da jim dobimo dovolj sredstev za
vsaj nekaj mesecev ali leto preživetja, in druga naloga je, da jih čim prej spravimo ali v Nemčijo, Anglijo, se pravi dva najbolj razvita trga v Evropi, ali pa v Silicijevo dolino, pač odvisno od potencijala vsakega od njih. Če tega ni, enostavno ta ideja ima veliko šanso, da bo umrla že na začetku, ker enostavno ne more biti dovolj konkurenčna. Tako da, ja, tukaj se je potrebno pogovarjati o tem, da je potreben denar in da pravzaprav v sodobnem svetu se na koncu generira v kakršnikoli obliki v teh izdelkih. Nekaj je bilo rečeno, da ja, potrošnik ga more kupiti. Glejte, danes se je nemogoče zmisliti izdelek, ki bi ga potrošniki želeli, brez ogromnega znanja, ki je od zadaj. Čeprav ni direktno viden. Ne vem, govorimo o novih materialih, novih barvah, novi uporabniški izkušnji, mislim, vse je novo. In če tega nimate, ne morete na trg. In v Sloveniji se bojim, da dostikrat nihče sploh noče izračunati, kaj recimo Inštitut Jožef Štefan, drugi inštituti, univerza, spravi, kaj ta znanstvena scena sploh res doda k našemu BDP-ju. Prevečkrat jih gledamo samo kot strošek in pozabimo, da je to slovensko znanje vključeno v marsikateri izdelek, ki potem dejansko ustvarja vrednost na trgu, in mislim, da dosti premajhen del tega denarja vrnemo nazaj in ga porabimo za pač neke druge stvari. Tako da ta mašinerija brez vračila denarja z trga v znanost, v inovacije, v podjetja, ki želijo inovirati in uspevati znova na trgu, brez vračanja denarja nazaj ne gre. No. To je dobro, da ste to opozorili, zaradi tega, ker seveda aktualna politika tudi veliko pričakuje od ustanavljanja start-upov. Domnevno naj bi tudi rešili v nacionalno ekonomijo. Profesor Ruzijer, vi ste ekonomista, ali lahko potem recimo, prvič, kdaj je najbolj uspešno oziroma smiselno ustanavljati start-upe, ko je ekonomija, recimo nacionalna ekonomija v prosperiteti, ko je v manku, ko je ji gre slabo, in pa seveda tudi to ključno vprašanje, ali lahko potem reši nacionalno ekonomijo, recimo potegne iz neke depresije. Zdaj, mogoče toliko, da seveda vedno je pravi trenutek, če prava ideja. Zdaj, ali je to, če seveda moramo računati na nek denar investicijski, je sigurno, ko je konjunktura lažje, ker takrat je več denarja na voljo in takrat so tudi financeri pripravljeni dati večje vsote denarja. In tudi ne nazadnje uporabniki so pripravljeni več trošiti. Tako da v bistvu ta cikl po svoje je hitrejši. Vendar po drugi strani so ravno te recimo ciklične, recimo ko je navzdol cikl obrnjen, priložnosti za nekoga, ko pride z neko idejo in takrat je sposoben neke ustaljene tirnice recimo spremeniti in potegniti stvari v drugo smer ali iz tega narediti neko priložnost. Zdaj, idealnega trenutka seveda ni. In seveda, ali lahko start-upi rešijo Slovenijo, jaz mislim, da zagotovo težko bo se to zgodilo v Sloveniji, ker če računamo, kaj pomeni zaposliti 200, 300, 500 ljudi v enem start-upu ali pa kako lahko to naredi eno veliko podjetje, to čist drugačen nivo. Seveda pa lahko, če dobimo pravo priložnost, seveda se zgodi tudi, ampak tisto bo moglo prvo se validirati na svetovnem trgu in verjetno bolj prišlo nazaj v Slovenijo. Tako kot je bilo že rečeno, mogo prvo se dokazati, ker tukaj v Sloveniji ustvariti za 500 ljudi delovno mesto je težko iz Slovenije. Mogo prvo globalno in potem bo verjetno prišel nazaj, pa tukaj imel razvojni oddelek, da bo lahko to rast nekako tudi financiral. Zdaj, mogoče to, kar bi še sam poudaril, se mi zdi ključno danes, govorimo med prepletanje znanosti in pa start-upov. Jaz poznam dobro podjetništvo, tudi sam sem imel izkušnje in nazadnje sem tudi znanstvenik. Ne smemo pa pozabiti, to sta različna svetova. To sta različna svetova, ki delujeta po drugačnih vzvodih, drugačne zakonitosti in tudi drugačni mentalitet. In ne moreš ti delati vrhunski članek, vrhunsko odkritje in iti prodajati. Na drugi dan oziroma isti dan na trg in odgovarjati telefone in skakati do strank. To ne gre.
Prav pa je, in tukaj Amerika, zakaj je pred nami? Ker ti prehodi med znanostjo in gospodarstvom so odprti. Pri nas enkrat, ko greš za raziskovalne inštitucije, težko dvomim, da bo kdo najdel mesto nazaj na fakulteti oziroma da ga bo odprtih vrat čakal. V Ameriki je to jasno. In šele, ko ti imaš izkušnjo z druge strani, z trga, boš lažje razvijal izdelke, rešitve, vse, ker boš imel to izkušnjo uporabnika. In tukaj v bistvu moramo, ko gremo start-upe, moramo imeti v spredju uporabnika. Takrat bomo lahko mi uspešni, to je bilo že večkrat rečeno, marketinško in tako dalje. Torej v bistvu ta prehod mogoče nam manjka. In v bistvu to je, tukaj smo pač več terminov danes uporabljali, pa gre za to, da ali se odločiš biti znanstvenik, delaš top objave, ker v bistvu danes je tudi to ratala res zelo kompleksna stvar. In na drugi strani tudi start-up, nije ti začneš v garaži in čakaš, da bo vsakmu uspelo tako, kot je pač tistim parim v Ameriki. Tudi to je treba ogromno znanje in je specifično znanje, je drugače znanje. Med dober izdelek ni dovolj. Torej moraš razumeti uporabnika, ta most se mora zgoditi, ampak tudi znanstveniki bodo to lažje počeli, če bi imeli možnost to izkusiti. In to se mi zdi, da tu treba iskati rešitve, da prvo ustvarimo okolje, ker bodo ti prehodi lažji, hitrejši, ker tako bo lahko se znanstvenik, ker vzemem pa par let v gospodarstvu, da bom to razumel in prišel z neko izkušnjo nazaj na akademsko sfero. In ta vrata morajo biti bolj odprta, da bo se ta pretok znanja zgodil. Ker potem bo lahko prišlo, da že, ko bom snul, ko zasnoval neko, pa recimo prototipe delo v začetnih fazah, imel občutek za trg, za uporabnike, kako pristopiti, bom imel nek network v gospodarstvu in bo dejansko lahko prišel do tega, recimo, aplikativne znanosti, da rečem tako, ne v neznanosti, ki pač je temeljna, ampak recimo na nivoju aplikacije. Ja, ob koncu bi seveda vprašali še občinstvo. Tu vidimo kar nekaj mladih nadebudnih strokovnjakov. Ima kdo kakšno vprašanje za goste, kakšno mnenje, kakšen komentar, karkoli? Ja, izvolite. No, kljub temu, se ni to pravilo, a veste. Ta hiter vpliv, ta hiter razvoj, da bi v 5 letih lahko en startup, ki je baziran na nekem odkritju, uspel, to je nemogoče, ker vse, kar se danes dogaja, imate kaj se nov telefon, ampak stvari, ki so noter, so stare, pa ravno tako, kot odbojna marina display 20, 30 ali pa 40 let. Tako da tukaj ne gre tako hitro na našem področju. To bi rad komentiral. No, se to je zanimivo, ne? Mislim, da treba to tudi v zakup vzeti in pa vedeti, ne, pri teh stvarih. Bo še kdo kaj komentiral? Ja, profesor Lenarčič. Ker sem slučajno nisem opazil, da je bil direktor agencije tukaj za raziskovalno dejavnost. Mislim, da je treba povedati, no, da tudi v tem primeru, da Slovenija vlaga v zadnjih 2 letih v raziskave in razvoj, vključno s povezovanjem v tem pasu teleportacije, o kateri sem prej povedal, 140 milijonov, nekaj več. To je ena kava v našem bifeju na prebivalca na teden. Ne. Torej praktično nič. V tisti del, ki se nanaša na teleportacijo, torej prenosu znanja iz raziskav, torej iz laboratorija, če hočete, v prakso, kjer bi morali vlagati blazne vsote javnega denarja, zato da bi pritegnili tudi zasebnega, ker to gre v korak eno z drugim, je Slovenija v letu 2015 vložila nič denarja, v letu 2016 nič denarja. Torej, mi smo fenomen svetovni, ne? Da v področju, v katerega bi morali največ vlagati, ne vlagamo nič. In zato jaz govorim o teleportaciji, ker se zdaj ne znam več predstavljati, kako spraviti neki od elektrike do računalnika pa 300 let. Ne? Tako da hočem reči, te stvari, problem, zdaj prej je bilo tudi omenjeno, koliko je teža, kako mi raziskovalci vračamo denar nazaj v državo, so narejeni neki začuni. Problem je v tem, da seveda to korelacijo težko najdeš, zaradi tega, ker je tudi časovno zamaknjena. Za več let, 30 let, če hočete. Ne? So pa neki podatki, in to je delala ta angleška firma, da raziskovalni inštituti, kot je naprimer nas, vrnejo približno 3-krat več denarja v državni proračun, kot ga dobijo iz državnega proračuna. Zdaj, kako so to začeli, ne vem. Oziroma, da je investicija v nek državni inštitut vrne pa 7-krat več, kot si jo vložijo. Ampak to so posredni učinki, ki jih potem šele znaš čez toliko let. Ampak jaz bi
vseeno sam še nekaj povedal. Ne. Meni je bila zgodba o Iliju, ki sem ga prej omenil, zelo, bi rekel, taka vzorčna. Ne. Zaradi tega, ker to je bil v bistvu startup. Ne. Njegov dedek je bil startup. On se je pač odločil s svojim kolegom, da boste začela prodajati kavo. Ne. Takrat to ni bilo tako trivialno, leta 1930. In kavo, in čaj, in čokolado. Ne. Propadel je čaj, zaradi tega, ker so v Istri vse tele plantaže pokradili, uničili med vojno. Propadla je čokolada, ker je v Evropi ni bilo, ne. Ostala je kava, to pa je bilo. Ne. Če ne drugo so pa cikorje prodajali. In to je trajalo vse do 90 let, ko je Ricardo, vnuk, prijel tole v roke in je to firmo spet vrnil v začetne, torej najboljša kava na svetu, najboljši čaj na svetu, ne vem, če sploh veste, da proizvajajo čaj z drugačnim imenom, imajo plantažo v Franciji zdaj za vsak slučaj. Potem najboljšo čokolado na svetu, Domori se imenuje, ne, ki jo proizvajajo iz tisočinke procenta kakavovca, ki je še nek zelo stara sorta kakavovca, ne, iz te, torej tisočinke procenta še te proizvodnje, to oni imajo, vse pod kontrolo in seveda potem še marmelade, tudi vse svoje plantaže in tako naprej. Niti ne vemo za njih. Ne. Najvišji nivo torej so šli, ne, torej ta osebni, ampak še najbolj zanimivo je, ko ga je pa eden tlele vprašal, pa je rekel, ja, kako pa vse vam je lahko sledi, to je vaša firma. Ne. Je rekel, veste, ko se mi v nedeljo usedemo, ne, skupaj, se moramo najprej zmeniti, ali se pogovarjava kot solastnika, ali se pogovarjava kot direktor pa podrejeni, ali se pogovarjava kot bratranca. In to ni enostavno. Ne. In vsak človek iz firme, lastnik, torej solastnik firme, ki pride delati v to firmo, mora najmanj končati univerzo, ne, a še boljše pa, da ima doktorat. In to je to, a ne, to srce, ki sem ga na začetku omenil. Ne. Brez tega ni nič. Ne. Če mislimo, če nek umetnik začne slikati zato, da bo zaslužil za svoje slike, ne bo nobeni ne ene slike naredil, ki bo imela umetniško vrednost. In podobno je v znanosti, podobno je po mojem v startupih.